2004 in pa v letu 2016-17, se pravi v obdobju 3.2.2016 do 2.2.2017, v vseh obdobjih je bilo ugotovljeno, da preseganj delcev, če konkretiziramo delce PMD10, o katerih je bilo tudi včeraj največ govora, ni bilo presežena, razen v primeru merilnega mesta Deskle, kjer je bilo 8 preseganj mejnih vrednosti, dnevnih vrednosti. Če to primerjamo, ker vedno se neke primerjave dajo z primerljivimi lokacijami, merilno mesto je v Novi Gorici stalno merilno mesto, kjer Agencija Republike Slovenije izvaja meritve, je bilo tam največ preseganj. Se pravi, ocenjujemo, oziroma ocena je, da kakovost zunanjega zraka, tako voda, tla in zunanji zrak, niso prekomerno onesnaženi v tej dolini. Dobro, vrnili se bomo še tej temi. Gospa Čebašek, povejte mi, zakaj ste se zdravniki pravzaprav v takšni meri, če se dobro spomnimo, prvič odzvali na to možno onesnaženje v tej dolini? Kaj vas je pravzaprav vodilo, da ste tokrat to storili? Vodilo nas je to, da je kolegica Nevenka Mlinar nekako po svojih kolegicah, ki so predstavnice skupščine Zdravniške zbornice, opozorila na to. Ona je zdravnica v Desklah. Dr. Mlinar je zdravnica v Desklah in ima neposreden stik s pacienti. Torej ne govorimo o podatkih, ampak govorimo o ljudeh in o njihovih družinah. Torej ona je opozorila, da se situacija ne izboljšuje, da so pacienti, ki prihajajo s temi boleznimi, ki se jih lahko pripišejo v onesnaženem okolju, vsak dan k njej, in da čuti dolžnost, da o tem spregovori javno. Potem je bilo to sporočilo predstavljeno na skupščini Zdravniške zbornice, hkrati s peticijo, da se zdravniki v Sloveniji in zdravniki in zobozdravniki nekako odzovemo s svojimi podpisi, da podpremo lokalno prebivalstvo in seveda zdravnico Mlinarjevo v teh njihovih zahtevah po pravih informacijah. In tu bi rada povedala, mi se danes težko pogovarjamo o teh koncentracijah, tudi jaz nimam specifičnega znanja z tega področja. Lahko pa govorim o tem, da ljudje imajo pravico do pravih informacij po Aarhuški konvenciji. In to seveda spremljam od takrat, ko sem bila varuhinja človekovih pravic, ko smo o tem tudi veliko govorili v zvezi z onesnaženim okoljem drugje po Sloveniji. Spomnimo se Celje, Mežica, zdaj Vrhnika, teh žarišč, kjer se je v preteklosti odlagalo človeku škodljive odpadke, je veliko in vidimo, da se sanacija ne dogaja tako, kot strokovnjaki priporočajo. Škoda, da že takrat ni bilo takega odziva zdravnikov tudi. Ja, gledajte, zdravniki smo nekako usmerjeni na posameznika, ne, in delamo v odnosu s posameznikom. Tisti zdravniki, ki so pa imeli podatke, torej so gledali celo populacijo, pa nekako niso opazili, da je nekaj tako bistveno narobe. Mi smo bili aktivni tudi v Lafargeu, tam so se zdravniki oglasili, ko smo tam imeli novinarske konference še v času, ko sem bila varuhinja, in zdravniki seveda gledamo na podatke drugače, kot kadar imamo pred sabo človeka, ki mu, ne vem, umira bližnji družinski član ali sosed. In hoteli smo povedati to, zdravnikom ni vseeno. In zato podpiramo te zdravnike, ki opažajo, da se dogajajo stvari, ki se drugje ne dogajajo, in da zaradi tega opozorimo ne samo lokalno prebivalstvo, temveč celo Slovenijo. Gospod Senegačnik, govorimo o sežigu in sosežigu. Da, če bi pojasnili razliko, kaj je lahko bolj nevarno ali ne, od česa je odvisna ta nevarnost? Ja, nevarnost je predvsem odvisna od emisij, ki jih emitiramo v okolje. Zdaj, pri sosežigu predstavlja gorivo, ki ga sosežigamo, manjši delež oziroma lahko tudi večji delež osnovnega goriva. Pri sežigu pa govorimo samo o, da je to edini vir energije, je tisto gorivo. No, zdaj, v primeru Anhoga gre za stvar, da želijo povečati sosežig nenevarnih odpadkov in v bistvu nenevarni odpadki pomenijo, da niso nevarni, se pravi, da ne vsebujejo pretiranih količin težkih kovin, halogenov, fluoridov in tako naprej. Se pravi, da se vpliv na okolje res ne bo spremenil. Drugo je s sežigom nevarnih odpadkov.
Vse to je v okoljskem dovoljenju točno predpisano, se pravi, koliko odpadkov lahko na uro sežgejo, nevarnih, nenevarnih. Pri tem se potem stvari seveda določajo, se merijo koncentracijo. Zdaj, objavljena je bila tale skala o emisijah, ki jih povzročajo v Anhovu. No, zdaj, če se povrnem malo v bistvu na naše sosede, na evropsko zakonodajo, lahko rečemo, da cementarna Anhovo, res tako, ker zdaj danes sem gledal te številke, pa včeraj sem se pripravljal, je res po emisijah ena boljših v Evropi, se pravi, ker v teh referenčnih BAT dokumentih, ki veljajo v Evropski uniji, je cementarna, bi rekel, izpolnjuje že zdaj z emisijami v bistvu nivo sežigalnic, ker so v bistvu emisije res tako nizke. Morda bi samo za kratek predah pogledali sinočnjo izjavo direktorja Salonita Anhovo, glede na to njihovo željo oziroma zahtevo, kakorkoli temu rečemo, da bi povečali sosežiganje odpadkov iz 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč. Pa poglejmo, kaj je izjavil. Ker vemo, da imamo tako zgodovino, smo zaradi tega še bolj pozorni in bolj previdni. Predlog sam pa pomeni samo to, da menjamo strukturo naših goriv in sicer nadomeščamo fosilna goriva z tako imenovanimi alternativnimi gorivi, pripravljeni iz odpadkov. Torej, sama struktura, drugače pa sam vpliv na okolico oziroma na okolje pa ne. Gospod Stegelj, ali vas to pomirja ta odgovor? Slišali ste ga sicer včeraj? Veliko je govora ravno o takih BAT tehnologijah, torej Best Available Technologies. Mi smo laiki, tako da v bistvu smo veseli kakšne strokovne razlage. Namreč ko govorimo ravno o sežigalnicah pa sosežigalnicah, je verjetno vprašanje, ali so te tehnologije drugačne. Je rezultat teh tehnologij, kateri izpusti se uspejo ujeti v te tehnologije, drugačen. In neko večje tako vprašanje je, ali ko govorimo o sosežigalnicah, imamo neko tovarno proces, ki ima že samo po sebi osnovne izpuste, in na to, ko govorimo nevarne odpadke, dodamo še nevarne izpuste zraven. In medtem, ko imamo sežigalnico, ki ima verjetno drugačno tehnologijo, bo gospod verjetno pojasnil, ko je manjša količina izpustov, ker se sežiga samo odpadke. Torej, najprej gospod Bolte, vi ste želeli tudi povedati, pa potem gospod Čepaš. Hvala. Jaz bi samo mogoče povedati, da te tehnologije, pa bom gospodu predala, ker verjamem, da je večji strokovnjak, te tehnologije sploh jih ne moreš primerjati, sosežig pa sežig. To so popolnoma drugačne tehnologije. Rada bi to povedala, da so vse evropske, ker je bilo govora tudi o zakonodaji, tudi včeraj bilo povedano, da so vse to prenešeno iz evropskega pravnega reda, ne želim se zgovarjati, ampak tukaj je Evropa zelo striktna, kako prenašamo kaj v naš pravni red. Imamo zelo redne kontrole in vsakokratni opomini, ukolikor pač prenos ni ustrezen. Glede BAT zaključkov bi rada povedala to, da so bili revidirani, to so najboljše razpoložljive tehnologije od leta 2014 do 2019. Pri tem so sodelovali tako nevladne organizacije, kot države članice, kot evropska strokovna združenja. Tako da verjamem, da je tukaj noter bilo pač, bom rekla, vsa strokovna znanja, ki so vključena v najboljše razpoložljive BAT tehnologije, in te so neposredno v Republiki Sloveniji tudi uporabljive. Se pravi, nad vsemi zakoni in vse. In v tem primeru, ko govorimo o tovrstnem objektu sežigalnici Salonita Anhovo, so se oni morali že prilagoditi na tovrstno tehnologijo, tako da pač jo morajo tudi upoštevati. Vkolikor jo ne, seveda imamo ustrezne inšpekcijske kontrole, ki pač to tudi preverjajo. No, pravzaprav, kar sem jaz hotel poudariti, je, da je v bistvu, ko govorimo o obremenitvi na zdravje prebivalcev, je razlika, če imamo mi že nek poslovni subjekt, ki že po sebi ima take izpuste, in govorimo o dodatnih nevarnih izpustih, ampak res bi rad predal besedo gospodu Senegačniku. Še prej pa gospod Čepašek. Ja, mislim, da je gospa Bolte povedala, da je treba narediti nadzor. Ena moja izkušnja in drobec, spet iz obdobja mandata varuhinje, je ena majhna sežigalnica v Kamniku, kjer so se občani pritožili in smo šli pogledati skupaj s predstavniki ARSA in smo imeli dovoljenje, kaj lahko ta sežigalnica tam sežiga.
Prebivalci okoliški so namreč rekli, da gre neki čudni dim ven, izpusti smrad, dokazovali škodo na rastlinju in smo šli pogledat. Ne boste verjeli, sežigalo se je marsikaj drugega kot tisto, kar so imeli dovoljenje. In kaj se je zgodilo? Pravzaprav nič. Zgodba je bila tako rahlo zakršen Erin Brokovich film, kako se je to dogajalo. In to je ena skrb. Druga skrb, ko smo šli v Celje, ali pa ko smo šli v Mežiško dolino, ko smo šli v Celje, se dejansko te zastrupljene zemljine, za katere je civilna iniciativa v bistvu najprej zbirala podatke in kasneje se potrdilo, da so res, so se brez nadzora prevažali z ene lokacije na drugo in mi zdaj ne vemo, kje je sploh kaj zastrupljeno. Skratka, ljudi opozarjamo na to, da so pozorni, kaj piše v dovoljenju in tudi kaj se dogaja v okolju. Kaj bo torej se zgodilo za to zemljino, ki tam, pravi gospod Bolter, da je vse v redu z njo. Ne vem pa, kam je ta azbest praktično padel oziroma kje se ga da še zmeriti, ker nisem strokovnjak za to. Ampak dejstvo je, da je to področje, podobno kot Celjska, pa Mežiška dolina, pa zdaj ne vem, še Vrhnika, ima neko okoljsko breme. In mnenje zdravnikov je, da v področju, kjer že obstaja neko okoljsko breme, kjer so ljudje z dolgoletnim bivanjem na tem področju že bili deležni nekih škodljivih vplivov, da v tistih okoljih najbrž ni dobro dajati dodatno breme. Gospod Bolter, vi pravite, da tam ni pravzaprav degradirano območje. Ne, mislim, glede zakona o varstvu okolja je jasen, glede tega, kdaj je kakšno območje degradirano. In jasno povedano, na osnovi podatkov in meritev lahko dokažeš, da je območje degradirano. V primeru Soške doline, če lahko mislim, tukaj je mogoče, ker ste pač gospa Čebašnik omenila, 3 različna področja so malce med seboj neprimerljiva. Bom rekla, posod je ena specifika drugačna, ampak posod seveda Celje, če lahko sem, Mežiška dolina in 7 območij, ki imamo zaradi kakovosti zraka, so seveda degradirane. Tam se izvajajo ukrepi, daje se dodatna finančna sredstva, spodbude, zato da pač, bom rekla, ukrepi poskušamo sanirati to območje. So pa malce neprimerljivi, govorimo pa kljub temu o Mežiški dolini, pa o stari, bom rekla, o dejavnosti, ki se tam je izvajala in se še vedno izvaja, ne? V Soški dolini dejavnosti, ki se je izvajala in sedaj ne izvaja več na ta način, govorimo o azbestu in azbestnih kritinah, potem pač azbestnih izdelkih, se opravičujem, in govorimo o Celju, kjer je zopet en drugačen primer, ne? Jaz bi samo rada, ja, seveda se strinjam z vsemi prenosi zemljine, z nevednostjo mogoče ljudi, kaj se povzročamo, ne? In kje vse imamo nasnaženo, zato tudi poskušamo preko vseh medijev in ne vem, izobraževanj, karkoli imamo, ali ozaveščanja povedati, tudi skupaj seveda z drugimi organi, ki so za to pristojni, kaj se lahko na enem mestu, recimo Celje pa karkoli, kot kakšna je zemljina, kakšni pridelki se lahko tam pridelujejo in tako naprej, da so ljudje osveščeni, kaj dejansko na njihovem področju. Želim še povedati to, mogoče, ker ste omenila inšpekcijo. Nimam s seboj podatkov, ampak Inšpekcija Republike Slovenije okolje, ki nadzira po tej zakonodaji, seveda tudi v tem primeru Salonit Anhovo, je opravila kar veliko nadzorov v tem obdobju, res pa ne bom govorila na številkami na pamet, ker nimam s seboj lista. In vem, da ni bilo ugotovljenih nobenih večjih nepravilnosti, tako da pač nadzor verjamem, da je dober. In da pač si ne bi nihče dovolil, bom rekla tako, tudi v tem primeru Salonit Anhovo, pa ne, da je bila kakšen odvetnik njihov, da verjetno bi kršili zakonodajo. Kolikor pa se kdorkoli krši, kot je bil primer, ki ste ga vi imela, pa mi ni znan, smo pa seveda takoj, mislim, pa so organi tisti, ki morajo takoj ukrepati, vzeti dovoljenje in zapreti tovrstni objekt. To se pa povsem strinjam, kolikor se ugotovi kršitev. Gospod Senegačnik, gledajte, kaj bi pravzaprav pomenilo, zdaj čisto konkretno, če bi Salonit Anhovo povečal za 1/4 sosežig odpadkov? Ja, Kaj vse bi šlo v zrak, kaj lahko škoduje? Ne, če govorimo o nenevarnih odpadkih, razen tekstil, papir, karton, to v bistvu se ne spremeni veliko. Tako da dejansko problem so nevarni odpadki, Silni? ampak v cementarnah je stvar takšna, da so v bistvu skoraj idealno okolje za sosežig odpadkov, zaradi tega, ker v tehnološkem procesu nastaja pri kalcinaciji apnenca, nastaja sveže, mehko žgano apno, ki ima izredno veliko aktivno površino, na katerega se vežejo te polutanti. Tako da večinoma te težke kovine, se pravi, teh največ strupenih snovi se veže znotraj samega procesa. Nekaj se jih ujame potem še v prahu, in ta prah, ki se izloča na vrečastih filtrih, se vrača nazaj v proces. Tako da dejansko
seveda nekaj uide. Tule objavljena tabela teh emisij iz Arsa predstavlja v principu tako, da imamo težkih kovin 70 kg, živo srebro 60 kg, to so res nevarne snovi, ampak dejansko je tega izredno malo. Potem je največ dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, te stvari niso tako problematične. Žveplov dioksid, sem šel računati, recimo letna emisija iz Salonita Anhovo je polurna emisija iz Teša pred uvedbo čistilnih naprav. Tako da to so številke, ki so res izredno majhne. In problem je v tem, ker je dolina obremenjena s preteklostjo, z azbestozo, z azbestom. Načeloma smo pa tudi do 15 let ali 20 let nazaj pivo, ki smo ga pili, šel čez azbestne filtre. Ravno zato je potrebna toliko večja preventiva. Ne, samo če je azbesta, veste, če greste smučati v Dolomite, dobite bistveno več azbesta, ker azbest je naraven material. Naraven material in razpršen v okolju. Ja. Gospod, z tega želeli ste še nekaj dodati? Ja, da v bistvu ravno to, da v bistvu smo prebivalci, za nas je pomembno, v bistvu, kakšno je okolje. Mogoče se zdi številka majhna, ampak ravno to naše vprašanje, v bistvu, kaj to pomeni sežigati nevarne odpadke, ker to je bila tudi namreč zahteva od civilne iniciative, da se takoj preneha kuriti nevarne odpadke. To gotovo v nekem deležu tudi uide. In sicer naše stališče je, da v bistvu ni v primeru nek take težke zgodovine, ni primerno, da se v bistvu čaka na dokaze, da je to zadeva dolgoročno škodljiva za zdravje. Torej, če bi nekdo prišel in uspel dokazati, da taki izpusti na trenutnem stanju zdravja prebivalstva ne poslabšujejo zdravje prebivalcev, potem se lahko imamo pogovore naprej. Ampak ker teh dokazov vsaj niso bili predstavljeni laičnim ljudem, imamo svoje mnenje. Gospa Bote, ali so te mejne vrednosti za sežig in sosežig vedno enako določene, ne glede na onesnaževalca, kraj? Seveda, to je prepis direktive. Tako kot sem že omenila, je pa ključno, kar je bilo že prej tudi omenjeno, kar je bilo v sklepih sprejeto, to se strinjam, da je odvisno, kam boš pa takšen objekt postavil. Ali je to prevetreno, ali je kotlina, kakšne so meteorološke razmere, če hočemo, in kakšno je že, pač karkoli druga onesnaženja. Včeraj mogoče samo toliko, ker je pač razgovorov tudi včeraj še ne bilo veliko krat vprašanje, kaj ti skupki vseh polutantov, onesnaževalcev pomenijo skupaj. Mi imamo vsi mejne vrednosti za posamezne dušike, SO2, ozone, bi naštevala. Kaj pa pomenijo, tudi če so pač nevarni, kaj pomenijo vsi skupaj kot koncentracije. Nihče ne znal povedati, tudi zdravniška stroka, ker je pač to dejstvo, da tega nihče ne ve. Odvisno je verjetno, ne vem, zdravniki bolj veste kot jaz, se niti nimam za strokovnjaka, oziroma nisem pristojna, da to komentiram, ampak verjetno je odvisno že od kako kak človek reagira, kako okolje reagira, vse je pač zelo odvisno. In kaj imaš v sebi, seveda. Tako da dejstvo je, da tega ne vemo in tega nihče ne zna verjetno dokazati. V Soški dolini je več teh onesnaževalcev, kateri vse še so trenutno, jaz težko zdaj rečem, kdo še je, bi mogla imeti res karto, pa zemljevid, pa tako naprej, verjetno gospod ve več od tega, kdo še onesnaževali, ker moramo gledati manjše in večje. Jaz bi rada sam še enki, pa ne želim minimizirati stvari glede Salonita Anhovo. Treba se pa mogoče pogledati skupaj vsa onesnaževanja, ki povzroča, če govorimo delce PM10 in nevarne snovi. Dejstvo je, da pač več kot 2/3 emisij delcev PM10, ker pač vemo, da so nevarni, prodajajo globoko pljuča in tako naprej, še nižji 2,5 in 1, so zelo škodljivi za zdravje ljudi in da vsebujejo tudi nevarne snovi. In dejstvo je, da več kot 2/3 emisij iz tega vira, iz teh emisij delcev, prihaja iz vira individualnih kurišč. Vemo vsi, pa me bo gospod mogoče dopolnil, ker nisem takšna strokovnjak, da so tam temperature bistveno nižje kot v kakršnekoli industrijskih objektih. Ničesar ne minimiziram, sam želim povedati, da se moramo mogoče malo širše pogovarjati. To je bilo tudi včeraj mogoče, razumem sejo, razumem problematiko in razumem problematiko preteklih bremen, ampak kljub temu mislim, da je treba malo širše koncept. Zdaj imamo promet, industrijo, seveda tudi, jo ne moramo minimizirati, individualna kurišča in pa
nek transport, ki pride od druge. Tudi se tudi vidi v vaši dolini, da transport je tudi iz Italije in tako naprej, ker to znajo dokazati iz modeližne agencije za okolje. Dejstvo pa je, da se treba tudi pogovarjati o tem, kaj ljudje kurimo doma. Tudi veliko plastike, smeti, nevarnih in takšnih, ne, zaradi nevedenja, mogoče ne vem, socialno ogroženosti ne bom. No, ampak takšne informacije dobivamo, sam rada bi, ne potem, kaj kurimo zunaj, bom rekla, ne. Tako da mogoče treba samo malo širše, pa ne želim minimizirati, ker danes je pač oddaja namenjena Salonita Anhovo oziroma pač te problematike. Želim samo povedati, da pač smo izpostavljeni tudi drugim virom, ki so mogoče še, ne vem, lahko rečem bolj škodljivi, ampak zelo škodljivi tudi, da se mogoče tudi tega ne zavedamo. Prosim. Se ne bomo spodbijali, da imamo različne osnaževalce, ampak se je treba pri reševanju problemov osredotočiti na neko problematiko, če ne se nam nikoli nič rešilo. In glede kurišč, ne kuriš se celo leto. In tudi vprašanje glede remonta in izpihavanja filtrov v nasprotno smer, ali vseeno pride lahko do izpustov v okolje. In tudi neko strokovno vprašanje bi lahko bilo, rečasti filtri, kakšne drobne delce pa prepuščajo. No? Tako da tukaj je, jaz bi res rad ostal, da govorimo o trenutni problematiki in dajmo biti realni. Ne? Prometa v Soški dolini pa ni toliko, kot v Ljubljani. Ne? Ne, vse, kar se prahu tiče, ne, zakonska obveza je PM10, ne, in to v bistvu po okoljevarstvenem dovoljenju meni se zdi, da je dovoljena emisija. Prah ima skupni prah 20 mg, emitira Salonita Anhovega 2,6, se pravi 10-krat manj. Prah je res izredno, se pravi, praha ni več, zdaj je dolina spet zelena. Včasih, ko sem bil jaz majhen, ko sem se peljal, tam je bila bela dolina, od azbesta pa od prahu. Tako da... Gospod Senegačnik, ali po vašem mnenju, vaših analizah oziroma vašem strokovnem znanju potem menite, da če bi se dovolilo ta večji sosežig v Salonitu, da ne bi škodovalo okolju, prebivalcem? Ne, če so to nenevarni odpadki, je načeloma to zdaj v bistvu alternativno gorivo. Zdaj, ko govorimo, če kurte polietilen... Vprašanje pa je nadzor, ne? Ja, to se pa strinjam. Ravno poglejmo, kdo izvaja nadzor te meritve. Prav tako, kaj je sinoči povedal direktor Salonita Anhovo, prosim. Monitoring oziroma meritve vseh naših izpustov opravljamo v skladu z zakonodajo. Slovenska je za vsa industrijska podjetja enaka in je tudi izenačena z evropsko. Torej, plačujemo sami, vedno onesnaževalec plača, izvajajo pa meritve pooblaščene, certificirane in pa neodvisne inštitucije. In tu mi nimamo, večkrat slišim očitke, ja, se sami plačate, ne, pa še bojo še ponaredili po vaših navodilih. To se pogosto sliši. To pogosto slišim in še enkrat si upam z tega mesta zatrditi, predvsem pred našimi delavci, pa prebivalci Soške doline, da temu ni tako in prepričan sem, da je vse v najlepšem redu z meritvami. Kaj pa vi, gospa Čebašek, ste prepričani? Jaz v to konkretno situacijo ne morem spuščati pa komentirati, ker jo ne poznam. Ampak spet izkušnje iz preteklosti so bile, da so bile razlike med meritvami, ki so jih opravili te, ki so spuščali onesnaženje v okolje, in tistimi, ki so jih naročile civilne iniciative ali pa nevladne organizacije. To smo srečali večkrat. In menim, da bi država morala poskrbeti, da dejansko ni razlik med različnimi akreditiranimi ustanovami. Razumemo, da smo oboji so akreditirali. Tako da ljudem je pa treba povedati. Je treba povedati, kdo je ta izvajalec, katere so reference, kje je to že ocenjeval in ali so bile te ocene vedno skladne z nekim drugim ocenjevalcem. Skratka, ljudje potrebujejo informacije. Poglejte, zdravniki opozarjamo, rečemo, zdrava prehrana. In smo naučili ljudi, da pogledajo na deklaracije, koliko je maščob, koliko je soli, koliko je aditivov, dodatkov, in ljudje znajo to prebrati. Niso znali takoj, ko se je to začelo. Ampak tisti, ki je osveščen, tisti, ki bi rad zdravo hrano užival ali pa zdrave pijače pil, bo seveda to prebral. In podoben princip, ne seveda enako, podoben princip mi pričakujemo, da bodo ljudje v okolju nekega
objekta ali pa neke skupine onesnaževalcev, dobili jasne podatke. In če je treba te podatke potrditi z neko drugo ali tretjo inštitucijo, bi morala za to poskrbeti država. O tem jaz govorim. Torej, da ni vedno za zaupati eni ustanovi, ni, to vam lahko povem, in da se lahko zaupanje gradi postopoma s tem, da se dejansko izbirajo onesnaževalce. Recimo en odgovor ARSOF-u, ki mi ga je nekdo povedal, je, da Salonit Anhovo v nekem postopku, pa zdaj tudi ne vem točno katerem, je rekel, da ocena zdravstvene stroke pa kemijske stroke ni potrebna, ker imajo oni itak vse v redu. Če sem jaz prebivalec tam okoli, bi me zaskrbelo, zakaj pa ne dajo te ocene, če je vse v redu. Slavote, če bi prišlo do dveh tako imenovanih neodvisnih organizacij, inštitucij, ki bi upravljale te meritve, monitoring, kateri bi verjeli? Če bi denimo eno naročil Salonit Anhovo, drugo pa civilna iniciativa ekološke. Tako kot je pač gospa Čebašek omenila, to je zelo stalna tema, bom rekla, pogovorov, tako pri prejšnjem varuhu, zdajšnjem, tako strani nevladnih organizacij, ker pač dejansko povzročajo to vrstne meritve, ki jih izvajajo, pač naročajo, bom rekla, prebivalci sami, veliko nezaupanje. Zato iz tega razloga je tudi Ministrstvo za okolje in prostor bo izvedlo analizo, kako je to v tujini, kako se to v tujini lotevamo, ker dejansko nimamo prave slike, kaj tujina počne. Včasih je nemogoče pričakovati, da bo vsa država prišla pa zmerila, ampak verjamem pa, da nadzor mora biti seveda, in vkolikor se ugotovi nekaj nepravilnosti, ima Inšpekcija Republike Slovenije za okolje to pristojnost, da zbere neodvisnega, bom rekla, izvajalca teh meritev in pač nenapovedano pride izmeriti. Tako da pač to vsekakor. Je pa potrebno in nujno to, kar je pač tudi omenjeno, da so vsi podatki javni, dostopni javnosti. To je pač ključno do uspeha, da lahko nekdo obratuje, bom rekla, v neki dolini in neko zaupanje vzpostavi. Kje pa te podatke denimo lahko dobijo prebivalci doline? Zdaj konkretno, monitoringe. Konkretno v tem primeru ne vem, kako ima Salonit Anhovo, ampak dejstvo je, da verjetno bi te podatki lahko bili na njihovi spletni strani, mogoče na kakšnih monitorjih znotraj same občine, ne, in bi lahko konkretno si ljudje v vsakem trenutku pogledali, kakšno je stanje. No? Mislim, to je verjetno, to ni nikjer zapisano zakonodajno, da mora to upravljavec narediti, vsekakor je pa to njegova, bom rekla, mogoče, kaj ne rečem, ne dobra volja, pa nekak odnos, dobra praksa do prebivalcev, da se ustvari zopet zaupanje, ker najhuje je to, ne, da imamo ustvarjeno nezaupanje in da pač imamo vedno pri vsaki številki, ki jo kjerkoli pogovarjamo, se neko nezaupanje, da je pač, bom rekla, pretvarjena ali pa da ni prava, ne, in da je popravljena, kaj ne rečem. To se mi zdi, da tukaj zelo stroko kogarkoli, ne, in to mi včasih, ne vem, se mi zdi, da je zelo pomembno, kako se določene številke interpretirajo in kaj dejansko potrebno v teh številkah še povedati, da je interpretacija prava. Ne. No, sej, veliko je govora v mejnih vrednostih, pa da je znotraj zakonodaje, ne? Veliko je govora o delcih PM10, ampak jasno je, da so še bolj nevarni še manjši in manjši delci. Torej, v bistvu, prvo mora zakonodaja tudi te mejne vrednosti pravilno vrednotiti in zakonodajno zastaviti, zato da bo lahko sploh kdorkoli imel kakršenkoli vzvod. In v bistvu to, ne, da se v bistvu vse zelo lepo, da se v bistvu na internetu v živo objavljajo številke, ampak mi prebivalci nismo strokovno podkovani, da bi se lahko dali. Ne. In glede zaupanja je tukaj res slaba izkušnja, zelo slaba izkušnja z azbestom. In odkrito povedano, ko človek gleda okoljevarstveno dovoljenje in vidi vplivno območje po ograji Salonita, to ne izboljšuje nobene kredibilnosti in zaupanja prebivalcev. Tako da razumemo, o čem govorimo. Je bilo podobno, ne? Vplivno območje na parcelni meji od onesnaževalca. Gospod Senegačič. Ja, zdaj, kar se tiče teh meritev, emisij, načeloma okoljevarstveno dovoljenje predpisuje vse standarde, EN standarde, po katerih se to vzorčuje. Seveda zdaj, če gremo na meritve emisij težkih kovin, so to snovi v sledovih in se to je potrebno vzorčevati 6 do 8 ur ali pa še več. Načeloma lahko imate zdaj tudi vzorčevanje po 14 dni in se potem tisti vzorc analizira, ker je tega izredno malo. Tako da stvari morajo pa izvajati akreditirani laboratoriji. Akreditacija pa se ve, kaj pomeni, da je to mednarodno priznan akreditiran laboratorij, ki izvaja te, vzorčuje in potem analizira te meritve. Zdaj, nekaj je tudi seveda strani ARSA,
Se pravi, jaz tudi se mi zdi, da načeloma tle kakšnih velikih odstopanj v meritvah ne more biti, ne? Med tem, ki so trajne meritve, načeloma trajne meritve so bolj te tehnoloških parametrov, dočim dioksinov, furanov, pahov, težkih kovin, ne, se pa izvajajo občasno, ampak teh je tudi iz prometa ogromno. Ne, seveda, kar se tiče pa delcev, seveda imamo nanodelce. Na nanodelcih vsi molčimo, bistveno več jih je še iz prometa, ne, ampak jih ne znamo krotiti in smo zaenkrat še čisto zadovoljni. Tako, kot smo bili zadovoljni z dušikovimi oksidi do pred 15 let, ne, se ni noben sekiral, zdaj pa tule vidimo koliko 140 ton, ne. Ampak to nekdaj ni bil problem. Problem so bili SO2, ne. Vžigi gozdov so bili res problematični in to se je saniralo. Ne. Ampak na koliko časa morajo biti te meritve? V kakšnih intervalih? Kot je bilo omenjeno, jaz tukaj se emisije, točno ne vem, do kolivarstvenega dovoljenja, ker ga tudi nisem pristojna, da bi ga, pač bom rekla, tolmačila, zdaj, ker pač to je Agencija za okolje, ampak tam je jasno napisano, na koliko časa, kako, v kakih intervalih pač morajo biti določeni parametri izmerjeni. Jaz bom tako rekla, občina, kot vem, je včeraj tudi jasno povedano, jo je naročila, ali bo naročila, izvedla neodvisne meritve emisijske, govorimo o emisijski emisije, tisto, kar se meri na samem dimniku in kar izvaja Sanitnikovo, emisijsko, kar sem jaz predstavila, dejansko stanje in občina pač želi, bom rekla, izmeriti neodvisno, ne, za strokovnjaki seveda tudi in pač verjamem, da tudi v sodelovanju z civilnimi iniciativami, da se zbere pravo mesto in tako naprej, in da se ustvari neko zaupanje, prave strokovnjaki za interpretacijo. Moje osebno mnenje pa je, da vkolikor želi kdor, seveda lahko izmeri tudi kaj več. Se ni treba samo tisto, kar je predpisano, pa verjetno se lahko izmeri še več in še več študij naredi, verjetno zato, da se pridobi zaupanje, ne, pač prebivalcev in tako naprej. Tako da mogoče smo včasih vsi skupaj preveč v teh okvirih zakonodaje, ne, samo te 3 parametre, ker kaj več pa ne, je pa res to, da za določene parametre potem nimaš mejnih vrednosti in jih težko primerjaš. Zdaj, gospa Čebašin je znala bolj povedati, kaj pomeni mejna vrednost 30 in če jaz rečem 29, to je škodljivo za zdravje, 31 pa kje sem pa potem se pa lahko verjetno še kaj vprašala. Tako da meni, to so neke orientacijske mejne vrednosti. Govori sem tako, ne. Zdaj, koliko smo pod, pa vem pa, da so WHO smernice, ki so bolj stroge, ne. Direktiva pa pač prenaša nekaj WHO smernic, nekaj tako. Tako da tukaj seveda je lahko razprava še zelo dolga, verjamem, ne. In verjetno tudi še bo, ja. Seveda, ampak jaz mislim, da bi mogli pravi strokovnjaki po vsi, kaj vejo, po Sloveniji mislim, da jih je nekaj, sosedi za isto mizo, skupaj seveda s podjetjem, to je bilo včeraj tudi večkrat na seji povedano in pričakujemo, da se gre tako, kot ste pač vi omenili, vrečasti filtri, ne vem, pač jaz nisem strokovnjak, vse zadeve dobro pogledati, pa verjamem, da pač se tukaj najdejo lahko tudi dobre, ne vem, tehnologije, izboljšane, karkoli, kar bi zahtevali, da pač bi se predstavljalo neko normalno zaupanje v delovanje tega, bom rekla, tega objekta, karkoli. Ja, gospod Stegelj, takoj. No, vsekakor, treba zadeve strokovno preučiti.